Najpred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Živi naj si narodi, ki krepni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Hvala lepa poslancu Andreju Hoiviku, da nas je ogrel slovensko himno. En lep dober večer, dobrodošli tukaj v Škofji Loki v kristalni dvorani Sokolskega doma. Tudi dober večer vsem gledalkam, gledalcem Nove 24 TV. Veseli me, da smo se v takem številu zbrali na ta večer, kar govori tudi, da je zelo aktualna sama tema. Vsi poznamo ta pregovor, da osel gre samo enkrat na led. Očitno številni volivci v Sloveniji grejo večkrat na led, trikrat, tudi štirikrat. Moramo vendarle priznati ali pa videti, da smo zelo daleč zabredli, kar se tiče trenutne situacije. Namreč konstantno inštaliranje novih obrazov strani centrov moči preko osrednjih slovenskih medijev na levi politični polobli nam daje pač tako sliko, kot je danes, se pravi, gre za neke vrste grotesko, ker pa seveda gre vse na škodo slovenskega razvoja, slovenskega naroda. Da se v bistvu bi mogli dejansko ukvarjati s ključnimi temami, kot so konec koncev zdravstvena kriza, pa trajnostna oskrba, pa inflacija, pa lahko še naštevamo spoprijemanje s krizo oziroma ujmo, ki nas je prizadela. Konec koncev je tukaj veliko takih pomembnih še izzivov, ki bi jih lahko našteval, pa vendarle ugotavljam, da so ključne teme, ključni dve temi, ki se ta trenutek država z njo spopada, se pravi štempljanje v službi, in pa druga tema, ko se proučuje vpliv, vemo, kjer ga dežja na glasovalni stroj oziroma glasovalne naprave v parlamentu slovenskem. Zdaj, če preidem na nocojšnji večer, je ključen del pač že uspešnica, izdana knjiga foruma Sao Paulo in pa Kulturna vojna, ki pa je potem sledila izdaja oziroma letos nadaljevanje knjige, nova knjiga, se pravi Volilne prevare foruma Sao Paulo. Slednje bo nocoj predstavil naš osrednji gost, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, Janez Janša, ki ga pozdravljamo v naši sredini. Dober večer. Pogovorni večer pa bo vodila gospodična Zala Tomašič
in predlagam, da se mi oba dva pridružita na odru. Hvala. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Me veseli, da smo napolnili to dvorano v Škofji Loki. Med nami tudi lepo pozdravljam 3 naše poslance, magistra Branka Grimsa iz Kranja, Žana Mahniča iz Gorenje vasi, in pa našega poslanca Andreja Hojvika. In zelo me veseli, da ste tudi vi, predsednik, prišli k nam v Škofjo Loko. Hvala za vabilo. Zdaj, kot je že Robi začel, bomo danes govorili o tej knjigi največ, Volilne prevare Foruma Sao Paulo, ki je nadaljevanje Foruma Sao Paulo in kulturna vojna. In zdaj me zanima, koliko od vas je že prebral vsaj eno od teh 2 knjig, kar dvigante roke. Ok, kar nekaj, ampak še vsem se mi zdi, da lahko boljši in ob koncu večera boste imeli tudi priložnost, da te 2 knjigi tudi kupite pred dvorano, pa boste videli, zakaj se jih splača prebrati. Zdaj pa predsednik, ker smo ugotovili, da približno 3/4 dvorane ni prebral še knjige, nam lahko poveste, kaj točno je kulturna vojna in kaj ima dogajanje v Latinski Ameriki in to brazilsko mesto Sao Paulo zveze z nami tukaj v Sloveniji? Ja, kulturna vojna pač poteka povsod, ne, tudi v Sloveniji, to ima svoje specifike, ampak tisti, ki ste prebrali to prvo knjigo od Alejandre Pene, Kulturna vojna in Forum Sao Paulo, potem to veste, ne? Za tiste, ki niste še prebrali, oziroma za tiste, ki boste knjigo še prebrali, ne, šele prebrali, pa zelo na kratko, da ta knjiga odgovarja na marsikaj, na marsikatero vprašanje, ki se nam danes zastavlja, ne, ko se sprašujemo, kako je možno, da se to dogaja, ne, pa ne vemo čisto dobro odgovor. Zdaj, na kratko rečeno, Forum Sao Paulo je nekaj takega kot komunistična internacionala za Latinsko Ameriko. Z vplivom, ki se je že tudi preko tega. Zdaj, ta forum je bil ustanovljen ob razpadu Sovjetske zveze, takrat, ko so pač komunisti v Latinski Ameriki ugotovili, da zdaj pa ni več nekega velikega brata, ki bo pomagal z denarjem, šolanjem, raznimi prenosi gverilskih praks. Kuba, ki je bila takrat pač ta glavna izpostava Sovjetske zveze v Latinski Ameriki, je bila premajhna, prešibka, prerevna za to in so razglabljali zdaj, kako pa brez pomoči tega velikega brata narediti revolucijo v celotni Latinski Ameriki. In so se vrnili nazaj v čas po prvi svetovni vojni, ko je takratni sekretar italijanske komunistične partije Antonio Gramsci razvil neko teorijo, s katero je on verjel, da je možno uvesti komunizem na Zahodu. Antonio Gramsci je po oktobrski revoluciji v Rusiji, Sovjetski zvezi kasnejši, bil na nekem sestanku komunistov tam, verjetno ob nastanku tiste prve kominterne, in je prebil kar nekaj časa v Rusiji in ko je prišel nazaj, je zapisal, kako Sovjeti rabijo neizmerno velike količine nasilja,
da uvajajo nebesa na zemlji. Koliko ljudi so morali pobiti za to, da pač so tam vzdrževali oblast. In on je napisal, na ta način na Zahodu ni možno narediti revolucije, ker se bodo ljudje prehitro uprli, ne bo šlo. In je pol razglabljal, kako bi pa to vseeno lahko naredili. In je napisal v večjih člankih in knjigah, razvil neko teorijo v tem smislu, da preden lahko ti pač ljudi prepričaš, da meščanska družba, neka tradicija, v kateri živijo, ni dobra za njih, moraš te vrednotne temelje diskreditirati. Tako da bodo ljudje verjeli, da tisto pač kar jih obdaja, da to ni nekaj dobrega, ampak nekaj slabega. In je v bistvu obdelal takrat pet teh glavnih temeljnih vrednot, kot je on rekel, meščanske družbe, ki jih je treba razgraditi, diskreditirati in razgraditi, uničiti. In to so družina, narod, zasebna lastnina, vera in zasebno šolstvo. Rekel, to so temeljni stebri pač te zahodne civilizacije. Če hočemo narediti komunizem v zahodni Evropi, potem je treba te stebre diskreditirati, sicer jih ne moreš pač uničiti in graditi brezrazredno družbo s kolhozi in vse to, kar so pač gradili kar so delali v Sovjetski zvezi. In seveda potem obdelal tudi metode, kako te temelje meščanske družbe razgraditi. In bistvo teh metod je, pač danes uporabljamo ta izraz kulturna vojna, ampak bistvo teh metod je, da se posede institucije, ki v človeku ustvarjajo zavest. Odnos do okolja, do vsega, kar nas obdaja. On direktno napisal, komunisti moramo zavzeti medije, založbe, gledališča, kulturne institucije, se pravi vse tam, kjer pač se ustvarja nek odnos do sebe in okolice. Iz te njegove teorije je pač nastala tako imenovana Frankfurtska šola, ki se je v času druge svetovne vojne preselila v Združene države. To so bili pač večinoma univerzitetni profesori, ki so to teorijo razvijali. Dokler je obstajala Sovjetska zveza, niso bili ravno uspešni, ker je vsak lahko rekel, gledajte, vi to, kar vi učite, imate tam čez mejo v Rusiji, vidite, kako je tam, in to se pač ni ravno prijelo. Po razpadu Sovjetske zveze pa je ta šola dosegala neslutene uspehe in danes je ta kulturni marksizem prevladujoč na številnih univerzah v Ameriki, v Evropi, v Sloveniji, pa še v nekaterih bivših komunističnih državah, pa je prišlo zgolj do neke male pač preobrazbe, ker prej se je učilo komunistična revolucija, običajno stvar upora delavskega razreda, nasilja. V Sloveniji oziroma bivši Jugoslaviji se je to kombiniralo s tako imenovanim NOB-jem, ampak osnovna metoda je razredni boj in nasilje in tako naprej. Potem, ko je padel Berlinski zid, ko je razpadla Sovjetska zveza, se je to naenkrat v teh institucijah in šolah in tako naprej. Jaz sem recimo hodil na tako šolo, to je bila takratna fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sicer obramboslovje, ampak nekaj predmetov je bilo skupnih, tako da vem, kako se je to izvajalo. Danes je to fakulteta za družbene vede.
Del programa je še vedno istega, ampak se je iz tega klasičnega marksizma preklopilo na kulturni marksizem. Tako da imamo v bistvu dve veje tega kulturnega marksizma, preko katerega se izvaja kulturna vojna. Ena je to, kar je nastalo na Zahodu, drugo je pa to, kar je nastalo na Vzhodu, še posebej v državah, kot je Slovenija, kjer tranzicija ni bila ravno dosledna, ali pa ni bila v popolnosti izpeljana, ker se to samo malo pač prilagodilo. Isti profesori več ali manj so pač pol naprej poskrbeli za to, da se je ta metoda razvrednotenja teh temeljev zahodne civilizacije pač enostavno razširila. In zdaj danes lahko srečujemo da bomo bolj konkretni derivate tega učenja. Skoraj ne odprete enega osrednjega medija, da kje ne bi slišali, recimo, da sta spola enaka. Zdaj, če je bila spola enaka, nas tle ne bi bilo, sta seveda enakopravna, nista pa enaka, ker pač to naravna danost in zakonitost. Potem en od derivatov tega kulturnega marksizma je teorija spola. Vse te knjige je to dosti dobro obdelano. Teorija spola pravi, da spol ni določen z vašim rojstvom, ali se rodite kot moški ali kot ženska, ampak se lahko sami izberete. V Združenih državah, pa tudi v številnih evropskih državah je polno klinik, ki tudi pri otrokih pač delajo operacije in se skuša nasilno spreminjati spol, zato da se potrdi ta teorija. In je polno tragedij pol, ko pač ljudje spoznajo, da so bili zavedeni, ni pa povratka nazaj. Ampak to je na nek način mainstream v številnih zahodnih družbah. Potem vse to, kar smo mi srečevali zadnjih 15 let, mislim, da smo imeli 3 referendume glede to, lahko istospolni posvajajo otroke in tako naprej in tako naprej. Do tega, da so pol uspeli, ker je bil referendum prepovedan, sprejeti zakon, kjer piše, da je pač zakonska zveza med osebo A pa B, ne med moškim in žensko. To so vse pač metode, preko katerih se razgrajuje eno od temeljnih stebrov zahodne civilizacije, ki je utemeljena na krščansko-judovskem izročilu, to je družina. Kar se tiče zasebne lastnine, tle niti niso morali oziroma delali kakih velikih preskokov, se to malo bolj skriva, ker mogoče o tem nekaj na koncu. Kapital tudi oni uporabljajo za te cilje, ampak tisti, ki malo preskakujejo te faze, kot recimo stranka Levica v Sloveniji, da imate poslance, ki pravijo, da je treba nacionalizirati stanovanja, ki jih ne moreš posesati v 15 minutah, podjetnike sterati z bajoneti v morje in tako naprej. Zato, da to slišite, ni treba iti v Latinsko Ameriko, to slišite v slovenskem parlamentu. Ker je stranka Levica, ki je neposredni produkt širjenja foruma Sao Paulo, ker ljudje, ki so to stranko ustanovili, so delali na venezuelski ambasadi. In v Evropi obstaja še ena taka stranka, to je stranka Podemos v Španiji, ki je bila do teh volitev tudi stranka vladne koalicije. Torej, forum Sao Paulo je nastal zato, da preko kulturnega marksizma, ne več preko revolucije, kot je Che Guevara skušal delati v Boliviji, ali pa kot je komuniste pripeljala na oblast na Kubi, osvojijo južnoameriški kontinent. Na začetku jim ni šlo dobro,
potem so pa uspeli dobiti Venezuelo. Venezuela je bila, mislim, da 5. najbogatejša država pred desetletji, z ogromnimi naftnimi bogatstvi in tako naprej. In so potem ta denar, ki ga je Hugo Chavez v bistvu ukradel venezuelskemu ljudstvu, in Venezuela je danes ena najrevnejših držav, uporabljali za to, da so financirali ta revolucionarna gibanja, delno tudi gverilska gibanja drugod po Latinski Ameriki. In nedolgo nazaj je Sao Paulo forum obvladoval, mislim, da 14 latinsko-ameriških držav. Se pravi, ljudje, ki so bili neposredno povezani tukaj. Potem je bil malo obrat nazaj. Zdaj se je zgodilo dvoje volitev v dveh ključnih državah Latinske Amerike, najprej v Braziliji, kjer je spet prišel nazaj Lula da Silva, je spet brazilski predsednik. On je neposredno ustanovitelj tega foruma. On in Fidel Castro, nekdanji, rekel, kubanski diktator, sta bila na ustanovnem sestanku. On spet prišel nazaj v Braziliji, je pa na nedavnih volitvah v Argentini, ki je pomembna država Latinske Amerike, veliko gospodarstvo, dolgo časa v krizi, zato ker so imeli predsednike in vlade iz pač tega socialističnega miljeja. Zdaj zmagal oster nasprotnik tega foruma, ki je tudi v svoji kampanji to razgaljal in govoril in tako naprej, in je to pač za forum velik udarec. Tisto, kar je za nas pomembno in o čemer govori ta pač druga knjiga Volilne prevare, pa je to, da metode, ki jih levica pač narekovajo, to je taka blaga beseda za to politično opcijo, uporablja v Latinski Ameriki, te metode niso omejene samo na Latinsko Ameriko, vključno z volilnimi prevarami. Zato, ko sem jaz prebral to knjigo, pač pa sem videl že marsikaj, si odprl pogled drugačen pogled na nekatere stvari, ki so se pri nas dogajale ali pa ki se dogajajo, ker prebereš in rečeš, si res, kako da prej nisem na to pomišljal, ampak to so verjetno že naslednje vprašanje, tako da ta mal daljši uvod za tiste, ki te prve knjige niste prebrali. Priporočam, res v branje je tudi nekaka debela knjiga, je tanka knjižica, napisal pa jo je človek, ki je sicer pač intelektualec, ni pa to pisal tako, da bi prepisoval od drugih. On je pisal iz lastnih izkušenj. Alejandro Pena je venezuelski disident, je tudi kandidiral tam na volitvah, bil v zaporu še pod Chavezom, pobegnil iz Venezuele, dobil azil v Kolumbiji, ko so pač ljudje iz Sao Paulo foruma, bivši gverilci, zmagali v Kolumbiji oziroma dobili oblast v Kolumbiji, je moral ponovno bežati, tako da zdaj živi v Italiji, ker je dobil politični azil in je bil doslej že dvakrat pri nas, ker je to knjigo predstavljal. Mi je žal, da ga ni danes zraven, ker je pač govori iz lastnih izkušenj stvari, ki so vsakomur razumljive. Tako da upam, da bom vsaj pri predstavitvi te druge knjige en tak uspešen nadomestek zanj. Bi se pa koncentrirali predvsem na tisto, kar je aktualno za nas, ne za tisto, kar je mogoče bolj specifika Latinske Amerike. Je pa treba vedeti, marsikdo smisli, to je nekje daleč, nepomembno. Latinska Amerika je kontinent, ki ima več prebivalcev kot Evropa. Izjemno pomemben za neko globalno ravnotežje v svetu in trenutno predvsem zaradi vpliva foruma Sao Paulo v glavnem v rokah Kitajske. Ne več Sovjetske zveze, sila, ki je tam nadomestila
nekdanjo Sovjetsko zvezo, je Kitajska, ki ima tudi na oblasti komunistično stranko. In to vpliva na marsikaj, na ekonomske razmere, na razmerje sil v svetu, nenazadnje tudi na položnice, ki jih plačujemo. Skratka, to ni tako oddaljena stvar, da bi lahko zamahnili z roko, češ kaj nas to briga. Tudi če ne bi šlo za stvari, ki se jih lahko z tiste prakse pač naučimo. Ja, jaz lahko potrdim to, kar je predsednik govoril o teoriji spola. Jaz sem sama študirala v Ameriki in kar nekaj mojih sošolcev ni imel spola. Niso bile ne moški, ne ženske, tudi oblačili so se tako, postrigali so se tako, eni so se dali tudi operirati, posebej z namenom, da ne bi imeli spola. In tudi vsako predavanje smo mogli začeti s tem, da si se predstavil in povedal svoje zaimke, ker ena največjih stvari, ki te je spravila takoj pred dekana, je bilo to, da si ti domneval, da je nekdo nekega spola. Tako da je to izgledalo, da sem jaz mogla reči, jaz sem Zala in uporabljam ona za svoj zaimek, ker sem ženska. Kar nekaj mojih sošolcev je pa potem uporabljalo zaimek oni, množinski zaimek, zato da niso bili ne moški, ne ženske. Ampak o tem lahko več kasneje spregovorimo, zdaj če gremo naprej. Ena stvar, ki je mene zelo presenetila pri branju te knjige, je to, da avtor ne pozna situacijo v Sloveniji, ampak ko jo pa bereš, se pa jaz nisem mogla pomagati, da si ne bi podčrtvala stvari in v bistvu kar vidiš, kako podobno je situacija v Sloveniji. Dobesedno, da so prekopirali ta scenarij in ga vnesli k nam, no mogoče predsednik, boste vi rekli, da smo ga mi že imeli pred njimi. Ampak v knjigi je opisanih 5 točk, ki jih forum izvaja. Ena je sprememba demokratičnih pravil igre, druga je, da s pravno vojno onemogočijo nasprotnike. To se je tudi vam zgodilo pred leti, ko ste bili sam politični zapornik. Potem tretja je, da pridobijo oziroma, če že imajo, obdržijo nadzor nad institucijami v državi, potem, da sodelujejo z velesilami, kot sta Kitajska in Rusija. In pa 5. zadeva je tema druge knjige, je, da z volilnimi prevarami ostanejo na oblasti. Kako se po vašem mnenju te značilnosti prenesejo na slovenski politični prostor? Ja, pač od teh naštetih stvari so vsaj 3, ki so v veliki meri podobne ali pa so lahko podobne tudi pri nas. Sem prej še 2 stavka na prejšnjo temo, ker ste navedli to izkušnjo iz Amerike. Zdaj, marsikdo pravi, pa kaj mene briga, zakaj se ima nekdo drug, lahko je ne vem kaj. Ne ve, kjer ga spola je, to je njegova stvar. Pač na individualni ravni je to že tako, ampak zdaj, ko pa vi seštejete te učinke, zdaj nekdo, ki ga prepričajo, da je lahko vsako leto ali pa vsak dan drugega spola. Zdaj, to sigurno ni nekdo, ki bo zgradil družino, ki bo imel potomce, ki bo skrbel za naslednji rod in tako naprej in seveda to neposredno vpliva na demografijo. Ker pa svet ni prazen, seveda tam, kjer je demografska slika slaba, in danes je v tej situaciji praktično celotna Evropska unija, z izjemo mogoče parih držav, se pa seveda zaradi obstoječega načina življenja, vzdrževanja standarda in tako naprej, nenazadnje potrebuje tudi delovna sila. Pride potem do opravičevanja migracij, ki presegajo neko naravno možnost absorpcije družbe. Zdaj, pač nekaj priseljevanja, to ni problem, če se ljudje asimilirajo in tako dalje. Zdaj, ko bo to preseže določeno mero, pa to spreminja naravo neke družbe in to je zdaj nekaj, kar se kar je še neka velika nevarnost. To je nekaj, kjer je Evropa
mogoče že preko točke rešitve. Poglejte, kaj se dogaja v številnih evropskih metropolah, tudi v Bruslju, ki je prestolnica, tudi naša, Evropske unije, so kvarti, kjer še policija ne gre brez oklepnikov, pa kjer ne vidiš napisa na stavbah v kakem evropskem jeziku, tako naprej, ker so pač kulture, ki nimajo tega, take paradigme, kjer je družina vrednota, kjer je tudi, pač vsaj, ko gre za nekatere veje islama, to ekspanzivna, invazivna religija in se ta prostor enostavno poseda. In ko zmanjka ljudi, zmanjka vsega. Ko ta del ali pa ta smer prodora kulturne vojne je, rekel, najbolj nevarna, v tem trenutku najmočnejša in dejansko je pač zahodna civilizacija ogrožena. In mi smo del te civilizacije. Zakaj pri uničevanju teh temeljev zahodne civilizacije sodeluje tudi del kapitala, del tega, kar bi rekli, da je naravni nasprotnik socializma in vseh teh norih idej. Pa je zadeva, ki ni tako nelogična, ampak verjetno bomo na to prišli kasneje v pogovoru. Zdaj, kar se tiče volilnih prevar, zdaj, prejšnji teden se je v slovenskem parlamentu dogajalo nekaj čudnega. Zdaj, eni so rekli, da je kozmični dež, mi smo trdili, da pač so nekateri poslanci, ki bi raje glasovali za amandma, tokrat izvlekli tisto glasovalno kartico, da glasovalna naprava enostavno ni sledila temu, no, ampak uradno je vladna večina v Državnem zboru razglasila, da je šlo za tehnično napako na sistemu, ki beleži rezultate glasovanja. To je sistem, ki beleži glasovanje 90 poslancev. Razumete? Zdaj, če lahko pride do napake na sistemu, ki beleži glasovanje 90 poslancev, kaj se šele zgodi, če sistem, ki beleži glasovanje 1 200 000 volivcev, zabeleži kako napako. In tukaj je po moje nekaj, pač so nehote odprli neko vprašanje, ki ga je potrebno razčistiti. Zdaj, mi, ki smo pač pripadamo starejši generaciji, ki je šla še čez tiste jugoslovanske čase, smo takrat, ko smo lahko prvič volili za več strank in tako naprej, čeprav tiste volitve so bile večstrankarske, so bile čisto svobodne in poštene, prve je drugo vprašanje, no, ampak smo bili vsi veseli in tudi kasneje se je to nekako nadaljevalo, češ, zdaj pa imamo svobodne volitve, se ne more biti nič narobe, vse je v redu, včasih je kako vprašanje pojavilo, kjer so bile kakšne pritožbe, takrat na tistih prvih volitvah leta 90, zelo veliko tega. Ampak nekako smo skozi živeli v prepričanju, da je vse v redu. Nekako se ni odpiralo vprašanje možnih zlorab. Je pa tukaj kar nekaj tega, no, in to, kar je zdaj aktualno zaradi tega kozmičnega dežja v Državnem zboru, je odprlo mnogo večje vprašanje računanja mandatov na državnozborskih volitvah. Ob zadnjih volitvah je ta sistem napačno zračunal mandate nekaterim poslancem, nekateri so že odpirali šampance, pa so jim pol rekli, da niso izvoljeni. To še zdaj ni čisto pojasnjeno, kako je to možno.
Je pa seveda v sistemu, kakršnega mi imamo, ker gre za proporcionalne volitve, nekomu, ki ima roko nad softverom v tem sistemu, možno brez tega, da bi se to lahko opazilo, predevati glasove, še posebej tistih strank, ki ne pridejo v parlament. Recimo, mogoče tam do 20 letih, tudi zato smo, to je bil tudi eden od razlogov, da smo predlagali spremembo volilnega sistema, ker pri večinskem volilnem sistemu je to lažje nadzorovati, ker je pač enostaven sistem. Ampak takrat smo tudi odpirali ta vprašanja, pa nikoli nekako nismo dobili zadovoljivih odgovorov. Enkrat smo imeli predlog, da se na 2 računalniških sistemih to računa, pa je bilo to zavrnjeno in tako naprej. Trenutno, gledajte, jaz ne vem, kdo je, katero podjetje je izdelalo ta računalniški sistem, kdo je tam zaposlen, kdo nadzoruje, kdo vzdržuje. To se pravi, lahko je čisto vse v redu, lahko pa tudi ni vse v redu, ker če preberete to knjigo, boste videli, da se da z računalniškim sistemom, ki se ukvarja z volitvami, narediti rezultat. Zdaj, kje so te pomanjkljivosti ali pa kje so te točke, ki zagotovo zahtevajo forenzično preiskavo, kot so rekli nekateri poslanci Svobode za glasovalni sistem v parlamentu, gre predvsem za dejstvo, če pogledamo nazaj, mnoge volitve, ko smo spremljali te rezultate, neka stranka je bila kar nekaj časa pod pragom, pol je pa skočila čez prag in smo dobili Stranko mladih, pa 2-krat Desus, pa zdaj Levico, z pač nekaj tisoč glasovi čez prag. Pa smo dobili pol Ljudsko stranko, ki je bila pa nekaj tisoč glasov pod pragom, pa zdaj tole Povežimo Slovenijo isto. Nekaj časa gor, pol dol. Tukaj gre za v najboljšem primeru 15-20 tisoč glasov, ki je odločilo, da bo ena stranka prišla noter, druga pa ne. Zdaj, če bi tukaj nekdo hotel manipulirati ali pa pač ustaviti pravo napako v računalniški program, ni treba, veste, da vam vzame pa da sosedu. Dovolj je recimo, da ta napaka v programu od tistih list, ki ne pridejo niti čez 2%, pa kjer noben ne nadzoruje, pa to, na vsakem volišču vzame 2 glasova, pa jih da tistemu, ki ga hoče spraviti v parlament, pa mu manjka nekaj tisoč ali pa 15 tisoč glasov. Ker imamo nekaj tisoč volišč, krat nekaj glasov, pa dobite to številko. Pa če se opazi pol na posamičnem volišču ali pa pri okrajni volilni komisiji, ko se ti glasovi vnašajo v računalnik, da je prišlo do napake, pa gre za 2 ali pa 3 glasove, se je to že zgodilo, pa so pritožbe popozorila. Pol komisija pravi, ja, je prišlo do napake, ampak pa 3 glasovi ne bi nič spremenili. Dejansko 3 glasovi na tistem volišču ne bi nič spremenili. Če je pa na nekaj tisoč voliščih, krat 3 glasovi, je pa to dovolj, da nekdo pride v parlament. Ali pa ne pride, če se napaka naredi v drugo smer. Ali se to dogaja, ali se ne dogaja, pri nas, jaz ne morem reči ne eno, ne drugo. Ampak ta možnost pa absolutno obstaja in nobenega nadzora ni na tem. Nadzor bi izvajala Državna volilna komisija. Kolikor vem, tega nadzora še nikoli ni bilo. Zdaj, ko to knjigo prebereš, kaj se drugod dogaja, se vprašaš in ko vidiš, kakšni so bili rezultati na številnih volitvah, ko gre na te male stranke, se vprašaš, kje je garancija, da tudi mi nismo žrtve tega.
In za naslednje volitve, da preskočim, bomo mi uradno zahtevali forenzično revizijo računalniškega programa, ki beleži in računa rezultate in mandate volitev in to preiskavo neke neodvisne tuje inštitucije. Vsaj ene. Dokler tega ne bo, nismo pripravljeni reči, da je s tem programom vse v redu, še posebej na podlagi te napake, ki se je zgodila pri računanju mandatov na prejšnjih volitvah. Zdaj, ta knjiga, to ste navedli, govori tudi o tem, da ko Sao Paulo pač nekje pride na oblast, en od prvih stvari je, da se skuša prilagoditi sam volilni sistem. Temu, da gre v prid. Zdaj v Sloveniji že imamo volilni sistem, ki je prilagojen temu, da ima v ta leva politična opcija, tranzicijska levica, prednost. Zakaj? Zaradi tega, ker za večino vedno rabiš koalicijo. Tudi zdaj, ko je največja vladna stranka, ima 41 poslancev, še vedno rabi koalicijo. Zato, recimo, da ta vlada pade, lahko ta stranka ostane cela, govorim pač hipotetično. Dovolj je, da dve manjši koalicijski partnerici rečete, gremo ven in te vlade ni več. Se pravi, zato, da obvladuješ neko koalicijo, ti ne rabiš imeti vpliva, strici iz ozadja ne rabi imeti vpliva na tisto stranko, ki je največja, ampak dovolj je, da imajo vpliv na stranko, ki je kingmaker, ki je jeziček na tehnici in lahko vedno to potem uravnavaš in spomnite se, kako se je pač že dogajalo, so padale vlade, je prišel gospod Kučan povprašati Alenko Bratušek glede proračuna, pa je vlada padla pola. Zdaj, če zelo karikiram. Pa to ni bilo 20 let nazaj. Velika katastrofa za večjo stabilnost in preglednost politične slike v Sloveniji je to, da pač leta 2000 nismo uspeli uveljaviti rezultatov referenduma z večinskim volilnim sistemom. Ko je pač združena SLS, SKD glasovala za spremembo ustave in zdaj imamo to noter. In to je velik problem. Ampak še ni dovolj. Zdaj je spet predlagana sprememba volilnega sistema, kjer bi se volilni okraji, ki nekako zagotavljajo, da je tudi podeželja zastopano v slovenskem parlamentu, ukinili. In potem boste dobili v roku parih mandatov, če se to sprejme, v slovenskem parlamentu predvsem poslance iz regionalnih središč. Mogoče Škofja Loka bo še imela poslance, ker je to dovolj veliko pač dovolj veliko volivcev skupaj. Dvomim pa, da bo okolica še kdaj imela potem poslance, ker se glasovi, če volilne okraje pač ukineš, koncentrirajo v središčih volilnih enot. Na Gorenjskem je to Kranj. Pa dve volilne enoti sta itak v Ljubljani za centrom. Jaz upam, da pač ne bo 60 glasov za to spremembo, ker se bo pač pol tranzicijska levica še bolj usidrala, ker je pač močnejša v urbanih središčih. In tukaj imamo še, sem še to glede te podobnosti, imamo še en velik problem, kar se tiče verodostojnosti volitev, to so predčasne volitve v Sloveniji. Dolgo časa to ni bilo veliko vprašanje, ker je zelo malo ljudi volilo predčasno. Pa se je pa naenkrat zgodilo, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak naenkrat je bilo oddanih 130 000 glasov na predčasnih volitvah. Zdaj, če se spomnite teh razprav o ukradenih volitvah v Združenih državah na zadnjih predsedniških volitvah, tudi tam so kar naenkrat nekatere veliko zveznih držav, kjer so bili demokrati na oblasti, so naenkrat začeli forsirati glasovanje po pošti.
predčasno, brez tega, da se izkažeš z nekim osebnim dokumentom. In zelo težko reči, da je pač nekdo kradel glasovnice, jaz si je pa priredil sistem tako, da je šel njemu v korist. Predčasno glasovanje v Sloveniji tako poteka, da torek, sreda in četrtek lahko glasujete. Te skrinjice so potem nekje pač, kot pravijo, zaklenjene, skupaj z volilnim materialom, se pravi, tam so tudi volilni imeniki, kjer se pač obkroži, kdo je bil, pa kdo ni bil. In podpisi in praznimi glasovnicami. Recimo v Ljubljani je 11 volilnih okrajev na Gospodarskem razstavišču. In tam na 10.000 ljudi glasuje in potem so te skrinjice nekje tam zaklenjene, varuje jih pa verjetno neka zasebna varnostna služba Zorana Jankovića. In to se šteje potem v nedeljo, ko je zaključeno glasovanje. Mi smo doslej predlagali praktično vsak mandat, se pravi, naš predstavnik Državni volilni komisiji je vedno znova predlagal, vsak dan je treba sprot prešteti, napisati zapisnik, ni treba, da se objavi, in razglasi se pa pač pol v nedeljo. In nikoli ni bilo sprejeto. Nikoli ni bilo sprejeto. Zdaj, že to, da pač je tak odpor proti temu, da bi se sprot štelo, vzbuja sume. Letos smo to spet ponovili, je pa veliko vprašanje, kakšen bo rezultat tega napora, ker v Državni volilni komisiji ima tranzicijska levica od nekdaj večino. Pa še tako je v zakonu, da predsednik je sodnik, pa namestnik, mislim, da je tudi sodnik in na okrajnih volilnih komisijah mora biti sodnik, ne vem zakaj. Predsednik, oni vejo zakaj. In potem problem tudi z pritožbami. Se pravi, volilni sistem sam, predčasno glasovanje in verodostojnost računalniškega programa. To so v Sloveniji problemi vezani na vprašanje volitev in volilnega rezultata. Zdaj, kar se tiče našega rezultata, se pravi rezultata SDS, mi večinoma pokrijemo vsa volišča, so člani volilnih komisij, se mogoče ste tlele nekateri, ki ste v volilnih komisijah, tudi v okrajnih volilnih komisijah imamo predstavnika kot velika stranka in naš rezultat mi več ali manj kontroliramo. Tukaj do velikih odstopanj ne more priti. Ampak ker je tam 18 list, tisti, ki je nadzornik, pogleda svoj rezultat, pa mogoče še od glavne konkurence, noben v bistvu ne gleda pol tiste liste, ki dobijo tam po 10-15 glasov. In tam je še vedno problem tudi, kar se tega nadzora tiče. V vsakem primeru, pač na naslednjih volitvah, če bodo najprej evropske volitve, bo treba vložiti veliko napora za to, da se nekatere stvari spremenijo. In še ena stvar, o kateri sicer ta knjiga tudi piše, ampak kot o nekem osrednjem problemu, pri nas pa to je večji problem, je vprašanje volišč ali pa dostopnosti volišč. Ko smo brali to knjigo, smo šli malo pogledati, kako je z volišči v Sloveniji in smo ugotovili, da je v nekaterih volilnih okrajih, podeželskih volilnih okrajih, kjer mi dosegamo nadpovprečen rezultat, se pravi procentualno visok delež volilnih glasov, volilna udeležba konstantno padala skozi zadnje obdobje. Ni bilo čisto jasno, zakaj. Zdaj smo pa ugotovili, da so se sistematično ukinjala volišča. Zdaj en tak drastičen primer je volilni okraj Šmarje pri Jelšah. To je Kozjansko, to je velik okraj, ni ravno avtocesta, tam med vasmi. Tam so od leta 2014 ukinili 26 volišč. 26 volišč
v enem samem volilnem okraju. In potem so še volilni okraji kot Črnomelj, Ormož, pa še 5 ali 6 podeželskih z volišča, kjer pač tranzicijska levica ne dobijo dobrih rezultatov, ker so se sistematično ukinjala volišča. In da si predstavljate tam neka vas v hribi gor na Kozjanskem, človek je lahko prej 5-krat volil v gasilnem domu zraven, pol pa so naenkrat naslednje volitve in tam ni več volišča. Se mora peljati 15 km nekam drugam. Ne. Nekateri gredo, mnogi pa pač ne gredo. Ne, in seveda, če pogledate udeležbo, volilni okraj Šmarje pri Jelšah, najnižja volilna udeležba v državi. Mislim, ni čudno, ne, glede na to, da se je to dogajalo in to pod različnimi izgovori, češ da ni dostopno za invalide, so rekli, aha, to volišče ni dostopno za invalide. Pol so pa naredili volišče nedostopno za vse. Ne, so ga ukinili. Če pride invalid, pa ne more po stopnicah, pride komisija dol, pa se glasuje, sej je to jasno, ne, so ti postopki razdeljeni. Tako da tudi ta bitka nas čaka. Na 100 volišče treba narediti nazaj. Ja, moram priznati, da bojo mene tudi začele skrbeti kakšne kozmične sile, ker mi odgovorite na vprašanje, preden ga sploh zastavim. Tako da očitno nekaj poteka vmes. Očitno so oba knjigo brala. Ampak zdaj ste opisali, pa v knjigi je še bolj opisana ta volilna prevara 21. stoletja, vse kako poteka in tako naprej, je tudi vse podprto z dokazi. Ampak prva knjiga pa nekako opisuje tudi del volilne prevare, mogoče eno najdaljše potekajoče, in to je manipulacija oziroma pravzaprav krpanje možganov, ki se dogaja v Sloveniji tudi, kot ste sami rekli na začetku, preko šolstva, umetnosti in pa medijev. In to poteka na zelo subliminalni ravni, ki se niti ne zavedamo. Naprimer, ne vem, če se kdo od vas tukaj še spomne, ampak v času referenduma za vodo je nad Ljubljanico visel plakat, na katerem je pisala z velikimi črkami Svoboda. Beseda Svoboda, in takrat gibanja Svobode niti še ni bilo, niti se ni govoril o tem gibanju. Tako da kako, če levica uporablja take zelo pretkane metode, subliminalne metode, nadzoruje šolstvo, nadzoruje mainstream medije, nadzoruje umetnost, kako se proti temu, kot prvo, kako lahko to prepoznamo in kako se lahko temu upremo? Ja, če bi rekel zdravo kmečko pamet, je temu premalo, ne? Je to premalo, ker pač je te pameti nažalost vse manj. Zdaj, en od načinov, kako se temu upreti, so tudi take javne tribune, ne? Da se o tem pogovarjamo. En od teh načinov je, da izhajajo knjige, kjer so te stvari opisane, pa jih preberemo, pa se nam sproži nek miselni proces v glavi, ne? Pa pol damo to knjigo tudi komu drugemu. Več ljudi ve za take stvari, ne? Lažje se temu upremo, ne? Je pa ta sistem sveda razdelan, ne? Ker zdaj, kot dobro opisano v knjigi, ni dovolj, da ima nekdo računalniški program za napako, ki pol pač ta pravo stranko spravi tudi v parlament. Moraš imeti tudi agencijo za merjenje javnega mnenja, ki pred volitvami napove, da bo ta stranka prišla v parlament, ker pol ljudje verjamejo. In jaz mislim, da v Sloveniji so kar bogate izkušnje z tovrstnimi manipulacijami. V knjigi je nekaj konkretnih primerov z drugih držav, to zelo dobro razloženo. Ker če bi v parlament prišla neka stranka, ki jo prej nihče ne zaznava, bi ljudje rekli, aha, tle se je pa goljufalo. Če bo prej en mesec objavlja neko anketo, kjer pa pol razlaga, ja, ta pa tudi lahko pride v parlament, ima potencial in tako naprej, in se pol to dejansko zgodi, tudi če kdo postavi kako vprašanje, te imajo za norga. Tako da ne gre samo za posamične elemente, gre za nek sistem,
povezan med sabo, ki se ga uporablja za to, da pol to navzven izpade tako verodostojno, kot se šika. Lahko gremo zdaj, če imeli sabo slajde, ker bi malo gledali, kako se je to dogajalo pred kakšnimi volitvami, kako se je iz nič naredila neka stranka, pa kako se je pol to prelilo nekam, pa pol na volitvah ni bilo nič, ne, ali je pa bilo veliko, ne, bi bilo to bolj razumljivo, no. Ampak mislim, da itak te dvorane smo taki, ki nas to zanima, pa smo to spremljali, pa itak več ali manj to sliko imamo pred sabo. Zdaj ena od stvari pa tudi kot desnica, vseeno kljub vsemu, uspe zmagati na volitvah, kot smo videli v Argentini, zdaj na Nizozemskem, se pa zelo velikrat te kandidate oziroma zmagovalce, oziroma že v času kampanje označi kot ekstremne desničarje, radikaliste, homofobe, nazadnjake in tako naprej. In to je tudi ena od stvari, ki je opisana v knjigi kot del propagande levice. Ampak ko to slišimo tudi v drugih državah, kaj se dogaja, ko vsi mediji stojijo za tem, kako vemo, kaj verjeti, kaj je res, kaj ni in kako je prišlo do tega razkoraka, da to, za kar se bori desnica, ker so zelo normalne stvari, borimo se za normalno, za tradicionalno družino in tako naprej, da je v družbi označeno kot nekaj nazadnjaškega, nekaj zlobnega, nekaj, kar uničuje našo družbo. Se odgovorijo tistem, kar sem govoril na začetku, pa kar je pač opisano v tej knjigi. Kulturni marksizem je pač posedel te institucije, ki ustvarjajo pač tako javno mnenje. In pač v večjih državah ali pa velikih družbah zato rabijo dost kompleksen sistem, ki so ga marsikje razvili, recimo Združene države Amerike. V majhnih skupnostih, kot je recimo Slovenija, rabiš 2 televiziji, pa je to vpliv na 60% javnega mnenja. Zdaj polovico od teh vseeno malo preseje, pa razmisli in tako naprej, polovica, to je kakih 30%, pa potem absolutno kupi to, kar prihaja iz glavnih ekranov. Karkoli. Tudi to, da sta spola enaka. Pa si mislite, pa mislim, da je 90% najmanj takih v tej državi, ki mislim, pa to ni res, ne. Ampak večina teh si to ne upa reči, ker je nekdo na televiziji to rekel, da je to tako. Pač to sem jaz, ne, da več vem od teh, ki vse vejo. Ne. To se je v Sloveniji zelo zasidrlo, ne. Se pravi, te institucije so pač posedene. In še prej, preden sploh nekdo izvoljen ali pa preden, ne vem, je drugi krok neke volilne kampanje, so že te etikete. Če bi zdaj naredili raziskavo, kaj slovenska javnost misli o novem argentinskem predsedniku, jaz verjamem, da bi večina rekla, da je slab, a ne. Nikoli ga niso videli, nikoli niso nič poslušali, ko je rekel, nič, samo na televiziji je pisalo, ali pa so rekli skrajni desničar, ne vem, pa še par stvari je krožilo o njem, je bil izvoljen in to pač vpliva pol na javno mnenje. Tako da, recimo, eno od ključnih orodij za volilne prevare so pač mediji. Mogoče je za dolgoročno kreiranje strukture daleč najbolj pomemben šolski sistem, ampak za ustvarjanje neke hipne volilne intence so pa pač mediji. Neka tema je cel teden na Pop TV-ju in večina Slovenije verjame, da je to, pa je lahko čist nekaj drugega. Recimo, pogledajte samo te 3 referendume v lanskem letu. RTV, dolgotrajna oskrba in velika vlada. Volilna udeležba ni bila tako velika, ampak še vseeno zadostna, da so to bili veljavni referendumi in večina ljudi je glasovala
rekel, v nasprotju z zdravo kmečko logiko. So rekli, velika vlada je bolj učinkovita. Zdaj smo dobili, rekel, predsednika te iste vlade, ki je hotel prej večjo vlado, ki je rekel, da pa ne bo šlo, če ne bo vlada manjša. In vsaka na 12 je prevelika. Saj smo ti rekli to. Ni problem samo on. Problem je to, da so mediji pač prepričali, da je to v redu. Pa je to v nasprotju z vsako logiko. Prepričali so ljudi, da je zakon o dolgotrajni oskrbi treba preložiti za 1 leto. Na ta zakon smo čakali 25 let. In po moje so za preložitev glasovali tudi mnogi, ki bi ga zelo potrebovali. Ki so jih mediji prepričali, da ga je treba popraviti. Poglejte zdaj zakon, saj je isti. Kaj so popravili? Nič niso popravili. Samo 1 leto se je pač preložilo, ker so naredili drugam. Ali pa RTV. Depolitizirali bomo RTV. Prej nikoli od volitev naprej, leta 90, po moje, nobenega direktorja nacionalke niso izvolili soglasno. Razumete? So bila različna mnenja, enkrat je bila večina sem, enkrat ja. Zdaj so pa naredili programski svet, ker je 17 mandelcev z levice, ki glasujejo enotno. Temu pravijo, da so depolitizirali nacionalno televizijo. In pol nekaj dni nazaj je ta novi šef uprave, kaže Forbici, gre pred kamere in pravi, imamo 10 milijonov izgube, po 3 mesecih imajo že 10 milijonov izgube, nov prispevek bo treba, ja. Ampak glej so za to glasovali. Celo mislim, da je bila največja večina za nekaj takega. Se na koncu se bo izkazalo, da je to v redu, ker ti ljudje bodo to hišo potopili. Več problemov. Zdaj, če gremo nazaj na elektronsko glasovanje, mislite, da obstaja možnost, da bomo v Sloveniji prišli na elektronsko glasovanje? Jaz upam, da ne. Jaz upam, da ne. Ker pol po moje ne bo napako sistemu, ampak bo cel sistem napaka. Bomo že vnaprej vedeli. Zdaj pa odpiram vprašanja iz publike, tako da če ima kdorkoli, kakršnokoli vprašanje za gospoda Janšo, kar dvigante roko, pa vam prinesemo mikrofon. Dobar večer vsem skupaj. Jaz bi se nekako opredelil na začetek te knjige, nekako kulturni marksizem, ki ste začel. Ste rekel, da levica lahko prevzame oblast, če usvoji vseh 5 teh stebrov. To se pravi, jih ne bi zdaj našteval. Pa me res zanima, to bo treba enkrat reševati, ko boste enkrat predsednik vlade spet, kateri od teh stebrov bo v bistvu najtežji zarešiti. Jaz mislim, da je RTV, ne? Ja, ne. Zdaj, če pač beremo Gramscijo, on je rekel, da je pač teh 5 stebrov treba razgraditi, uničiti zato, da se naredi komunistična družba, se pravi brezrazredna družba, kjer pač bomo vsi enaki. Zato, da levica pride na oblast, ni treba to vse uničiti, pač dosti je, da se malo načne, ne. Končno to ni tako enostavno uničiti, ker to so temeljni postulati človeške družbe. Celo z nasiljem se to ni uspelo povsem uničiti, se je pa naredilo veliko škode. Zdaj, kaj od tega je najbolj nevarno? To je zagotovo vse tisto, kar v bistvu uničuje temeljni gradnik vsake družbe, to je človeka. Družina, demografija.
Slovenci imamo s tem velik problem. Letos so spet številke katastrofalne, kar se tiče rojstev, pa itak smo med 10 najstarejšimi narodi na svetu. In tega, to je nekaj, kar ni možno rešiti čez noč ali po enem mandatu in tako naprej. Se je treba tega zelo sistematično lotiti. Mi smo v prejšnjem mandatu postavili na noge urad za demografijo v Mariboru, ki se je resno lotil zadev, pripravil načrte, kako pač pomaga družinam narediti korake naprej, ko gre za stanovanjsko politiko in nasploh spremeniti klimo v družbi. Odnos do družine, odnos do otrok. To ni strošek, ampak je to investicija. Prvi ukrep te nove vlade je bil ukinitev tega urada. Ljudi iz tega urada so premestili v urad za migracije in tudi večino denarja so iz urada za demografijo dali na urad za migracije. In Luka Mesec, ne bom rekel vaš rojak, ampak tle blizu, prihaja, je rekel, da so urad za demografijo ukinili, ker je bil to en tak nazadnjaški poskus prejšnje vlade za reševanje demografskega vprašanja, oni so pa za moderne metode, se pravi za uvoz. In trendi so tukaj negativni. Rodnost v Sloveniji pada, prebivalstvo pa raste. Da veste iz česa, ne? In trenutno imamo predsednika vlade, ki je po moje v celotni Evropi daleč najbolj radikalen pri razgradnji tega demografskega temelja, ker je rekel nekaj tednov nazaj, javno na tej konferenci Evropskega politične skupnosti, pa ste rekel je, predsednik vlade, edina rešitev za ilegalne migracije je, da jih naredimo legalne. Se spomnite, ko je Angela Merkel rekla leta 2015, pridite, ni problem, bomo to mi vse rešili, in je bil naval na Evropo, tudi čez Slovenijo, 500 000 ljudi je šlo v dobrem mesecu tle čez, čista panika. Zdaj, ta izjava Roberta Goloba je nekaj podobnega. Če ni razlike med ilegalnimi pa legalnimi migracijami, pridite. In tako se zdaj to obravnava. Velik del slovenske policije se je spremenil v taksi službo. V letošnjem letu je policija zabeležila, zdaj mislim, da smo že preko 60 000 ilegalnih migrantov, ki so prišli v Slovenijo in rekli azil. Zdaj dejansko je šlo čez Slovenijo, po moje še 2-krat, 3-krat toliko teh, ki se sploh niso javili za počitek, pa za žepnino, ampak so šli čez. Zato je zdaj pač Italija, Avstrija že zdavno, zdaj pa še Italija uvedla mejno kontrolo. In pol je odgovor na to Slovenija uvedla mejno kontrolo. In kako zdaj to zgleda? Če greste vi čez mejni prehod, morate pokazati dokument. Ko greste v Slovenijo iz Hrvaške, recimo. In se kolone nabirajo in ljudje, ki vsak dan hodijo čez, pač nergajo, ampak policija zanj še čez je rekel, policist, ja, veste, moram pogledati, imamo navodilo, moramo kontrolirati dokument, tudi če vas poznamo, sad smo, hodijo vsak dan tukaj, vsak dan mi pokažejo, je rekel. No, sem rekel, kaj pa če prije nekdo brez dokumenta? Je rekel, ga zavrnemo. Jaz sem rekel, pa če pravi azil, ja ga pa pelamo v Ljubljano. In to je to. To je to. Popolnoma, rekel, nespameten, neumen ukrep, zato ker pa če Italija naredila, pa še mi to naredili, to za ničemer ne zaustavljamo ilegalnih migracij s tem.
končno zdaj so še ograje odstranili tam. Če nekdo misli, da ne ve čisto dobro, da je slovenska policija tudi taksi služba, bo šel pač mimo. Pa če ga slučajno ujamejo, bo rekel azil, pa ga peljajo na Vič. Skratka, to je, ste rekli, kaj je najnevarnejše, to je najnevarnejše. Ker v slovenski ustavi piše, Slovenija je država vseh slovenskega naroda in vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici naroda do samoodločbe. Zdaj, če ni naroda, ni pravice do samoodločbe, ni države, sam temelj državnosti je slovenski narod. Ste slišali kogarkoli iz aktualne vlade, ki bi izustil to besedo narod? Ne. Zdaj, mogoče, zdaj nisem poslušal, ampak je ta nadomestni predsednik vlade zdaj bral nek govor v Mariboru ob dnevu Rudolfa Maistra, mogoče je tam kaj omenil za nazaj. Ampak poleg družine je narod tisti steber, ki ga je treba razgraditi. In se dogaja to z pač zamenjavo prebivalstva. In danes imate dolg časa je ljubljanski župan nastopal z to tezo, Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Zadnje čase, ko se je kriminal povečal za podvojil ali pa potrojil, zaradi ilegalnih migracij, tega ne slišimo prav pogosto. Zagotovo Ljubljana ni najlepše mesto na svetu, je pa najmanj slovensko mesto v Sloveniji kot prestolnica. Tudi zdaj program za božično-novoletne praznike je, bom rekel, nekje v skladu s tistim spomenikom z Mehkinčo, ki so ga postavili. Še kakšno vprašanje? Ja, Mojca tamle od zadaj. Dobar večer, gospod predsednik, prav lepo vas je poslušati, pa me zanima kot nadaljevanje tega, kar ste prej govoril o migracijah pa o raznarodovalni politiki. Kako to dolgoročno pomaga levici, če želi ostati na oblasti in strateško gledano, se s tem v bistvu ruši tudi svoj temelj. Če bo ti migranti ne bodo zagotavljali ne gmotnega, ne kakršnega koli drugega obstoja družbi, ki bo tukaj živela. Kako to gre, mislim, kje je mesto tega koraka v tem kulturnem marksizmu in kako se bo to potem pokazalo na dolgi rok? Hvala. Ja, dobro vprašanje, Vprašanje je tudi pač, kdaj prije to spoznanje o samodestruktivnosti v glave teh, ki pač na levi strani odločajo. Se je pa ponekod to zgodilo, recimo Danska je tak primer. Danska je pod socialistično vlado prvič uvedla centre za prosilce za azil na Danskem, izven Danske, in sprejela zakon, po katerem v nobeni lokalni skupnosti ne sme biti več kot 25% tujcev. Ne more dobiti dovoljenja za bivanje, če je pač ta kvota presežena. V času socialistične vlade. Bil sem zraven na Evropskem svetu, ko je Evropska komisija, Evropska komisarka za azil, begunce, ne vem, kaj je že, točen naziv, to na veliko kritizirala, pa je danska premijerka, levičarka, jo grobo napadla nazaj. Da je pač šlo to preko vseh meja in tako dalje. Dejstvo je, da je nekatere socialistične stranke v Evropi so imele v svojih programih odkrito napisano,
Zavzemamo se za odprte meje in za čim več priseljevanja, kajti obstaja velika verjetnost, da priseljenci, ki jih integriramo v našo družbo, v 90% postanejo naši volivci. Ker leve stranke nimajo naroda, pa družine, pa tega v svojih programih, se pravi, nekdo, ki pride z tujega okolja, je avtomatsko pač se čuti bližje neki politični opciji, ki ni tradicionalna. Skratka, ne samo, da je bil to motiv, ki bi ga skrivali. V programih je bilo to napisano. Mislim, da so celo evropski socialisti nekaj časa to imeli napisano. Seveda so oni to pač računali, da je to pritok, ki ga bodo asimilirali. Ampak ko je številka prešla neko mejo, ni več prihajalo do asimilacije, prihajalo do getov. Do getov, kjer pač niso sprejeli nekega socialističnega programa, ampak so zahtevali šeriatsko pravo. Vsi imate tukaj v Tržiču, Monfalcone po italijansko, nekoč slovenski Tržič, rekel, blizu Trsta, imate situacijo, kjer je, kot pravijo sami sebi, ker so islamisti, imajo že 30% v tem mestnem svetu in so formalno zahtevali, da se pravila v Tržiču prilagodijo njihovim navadam in kulturi in tako naprej. In glede na to, da imajo pač njihove družine po 5 ali pa 8 otrok, italijanske pa enega ali pa 2, bodo imeli po moje čez 2 mandata večino in bodo problemi. Ne bodo mogli sem v Tržiču uvesti šeriatskega prava, ker to ni pristojnost pač lokalne skupnosti, se bo pa začelo. Že zdaj so veliki problemi. In teh getov, velikih getov je polno. Imate predmestja Pariza, na Švedskem, seveda pa volilno telo reagira. Prišlo je do sprememb, do zavračanja tega na Švedskem, zdaj na Nizozemskem, na Finskem delno, se pravi tudi v teh, rekel, tradicionalnih državah Zahodne Evrope. Ampak ti rezultati niso taki, da bi lahko rekli, zdaj je pa to brez povratka. Ker še vedno leva scena v celotni Evropi obvladuje veliko večino medijev. Ta situacija, ki jo imamo v Sloveniji, je ekstremna, ampak mediji v praktično vseh evropskih državah so večinsko levi. Je ta kulturni marksizem tukaj svojo nalogo opravil in je to zelo težka bitka. En od velikih lakmusov, kam bomo šli, bodo volitve v Evropski parlament drugo leto. Te volitve so pomembne. Te volitve so pomembne. Če tukaj ne bo spremembe, če bi se ponovila približno enaka konstelacija, enako razmerje sil, kot je zdaj v Evropskem parlamentu, bomo šli v napačno smer naprej. Ker tukaj ima ta politična opcija kulturnega marksizma večino. Zdaj v Evropskem parlamentu imajo pač večino. Je bilo sprejetih polno stvari, ki so direktno povzete iz te orožarne kulturnega marksizma. Tako da Slovenija je tradicionalno nizka udeležba na volitvah v Evropski parlament. Naslednje leto pejmo tja. Bo pomembno. Izvolimo sicer samo 9 poslancev, ampak lahko se bo večina lomila ravno na teh 9 ali pa na 3.
Naprej, če še kako vprašanje. Dobro večer želim. Gospod Janša, ven, ko ste obramboslavec, bi res obramboslovno vprašanje postavil, ker malo smo imeli zgodovine v šoli in nekako vidim, da Evropa ne vidi globalne slike. Bilo je veliko mešanja med narodi. Najprej nisem noben šovinist, jaz imam zelo veliko prijateljev, ki niso Slovenci, ampak sem zelo vesel, ko je teh recimo 5% populacije. Ko je pa ogromno mešanja, pridejo pa po določenem času ekstremisti na oblast, ki to mešanje upravičijo za vojne. Kot recimo Hitler napadel Poljsko zaradi ogromno Nemcev, ki so bili na Poljskem, pa ogromno Nemcev je bilo na Češkem in tako naprej. In tako naprej, poglejmo Hrvaško, poglejmo Bosno od turških upadov, poglejmo Kosovo, Makedonijo, mislim, to je cel kup nekih vrelišč. In kaj se potem dogaja, potem, ko je vojna? Ko je vojna, so vse Nemce zrinili ven iz Poljske, ko je bilo konc vojne, so vse Nemce nagnali ven iz Češke, ko je bilo konc vojne, so vse Nemce počistili v Sloveniji in tako naprej. Tako da, kako mi ne vidimo tega, da je pravzaprav zelo smiselno, da, mislim, tujci so zelo dobrodošli, ampak do določene meje, ko je nek odstotek zelo visok in postane potem problematičen in je pač tudi to vzrok za trenja v določeni državi. To zgodovina pač očitno govori, ampak mi te globalne slike ne vidimo. Kakšno je vaše mnenje? Ja, moje mnenje je, da se nismo nič naučili zgodovine, ne? Ker imate nešteto primerov v zgodovini, ki v bistvu potrjujejo to, kar ste rekli. Ne? Te migracije so vedno bile. Je pa seveda prvič vprašanje števila meje. Ne? Se pravi, eno je nekaj odstotkov, ki se asimilira in tako naprej in to ni noben problem, lahko je zelo, kot pravijo, kulturna obogatitev. Druga je številka, ki potem ogroža domače prebivalstvo, domačo kulturo, tradicijo in tako naprej in tukaj nujno nastane konflikt. Niso vse migracije enake. Če smo zelo konkretni, trenutno je v državah Evropske unije 6 ali 7 milijonov beguncev iz Ukrajine. A ste slišali za en sam primer posilstva? V Sloveniji pa je po podatkih policije bilo, mislim, samo v Ljubljani 17 poskusov posilstva strani ilegalnih migrantov. Pa nobeno od teh ni bil z Ukrajine. Ne? Iz neke, pač so civilizacije, ki so, ali pa so tujci iz istega civilizacijskega ali pa podobnega civilizacijskega okolja, ki se dokaj hitro asimilirajo in so tujci, ki prihajajo iz popolnoma drugačne kulture, kjer prije do konflikta, pa tudi če je številka manjša. In to je, mislim, to ni odkrivanje, to ni nič novega, to ni raketna znanost, to se ve, to imamo izkušnje iz zgodovine in to spregledati je na meji zločina, kar se dogaja. In bo seveda reakcija. Mislim, da tudi Slovenci, kakorkoli smo potrpežljivi, na neki točki bo večina rekla tega dovolj. Če se je na Nizozemskem to zgodilo, ker je kulturni marksizem, bom rekel, prišel zelo globoko, se bo tudi v Sloveniji. Naprej? No, jaz verjamem, da imate še ogromno drugih vprašanj, ampak če preberete te dve knjigi,
se vam bo veliko stvari že razjasnilo. Kot rečeno že na začetku, obe lahko kupite zunaj pred dvorano. Zunaj pred dvorano so pa tudi pristopne izjave, tako da če še niste člani naše stranke, se lahko članite in danes imate edinstveno priložnost, da pristopno izjavo prinesete. Lahko vzamete kako tudi za sosede. Točno to. Sami pa lahko svojo date že danes predsedniku. Sem prepričana, da jih bo z veseljem sprejel. Ne, pa zunaj so tudi druge knjige od založbe Na obzorje, ki so vredne branja. Ta založba je kar zapolnila neko praznino in izdaja knjige, ki se jih druge založbe več ali manj izogibajo ali pa še niso prišle do tega, da bi jih izdale. Tako da par je založb v Sloveniji, ki zaslužijo to ime, Na obzorje so. Videl sem tudi to knjigo, Zakaj mora Ukrajina zmagati. To je izjemno dobra knjiga, ki pojasni ne samo to situacijo v Ukrajini, ampak tudi širše, to, kar se zdaj dogaja. Veliko primerov je not iz zgodovine, ki nam je bila zamolčana, ki je ne poznamo. Izjemna knjiga za razumevanje tega trenutka. Pa tudi nekatere druge so v redu. Ampak kot si rekla, za to, da si odgovorimo na nekatere vprašanja, ko smo se spraševali, pa kako je to možno? Ki je nelogično, da se to dogaja. Preberemo to knjigo in vidimo gost. Ni čudno, da je uspešnica, ne vem, koliko je, če kdo tle iz založbe. Mislim, da je veliko ponatisov že bilo. Ja, tako da definitivno se ostavite zunaj. Vam, predsednik, se pa jaz najlepše zahvaljujem, da ste se nam pridružili tukaj in zdaj dajem besedo še predsedniku našega odbora in podžupanu, gospodu magistru Robertu Strahu. No, dogodka še ni konec, sledi še družaben del. Možno je tudi v predverju kupiti knjige, kot je bilo omenjeno, seveda pa neka skromna pogostitev ob druženju. Bi se vam pa res v imenu tako občine Škofja Loka, kot tudi v imenu občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Škofja Loka iskreno zahvalil za nocojšnji obisk. Te prihajajoče tudi decembrske dni čim bolj preživite doživeto krogo družine, pa veliko dogodkov bo, tako da vabljenju Škofja Loka, kadarkoli. Tudi predsedniku se iskreno zahvaljujem. Pa bi povabil še našega poslanca, Andreja Hoivika, da skupaj upravlja ta lep del še zahvale. Ta prvo ena monografija iz Paradiža, to se pravi, zdaj imamo obdobje do uprizoritve Škofjeloškega pasijona, pandemija nam je malo premaknila zadevo, pa tudi ujma, tako da nadejamo se, da 2026 bo uprizoritev Škofjeloškega pasijona in do takrat malo za poglobljen študij pa pripravo na to uprizoritev. Hvala, predsednik. Hvala lepa pa tudi Zali Tomašič za odlično vodenje. Hvala. Povabilo torej v predverje, ker se bomo malo podružili, pa kaj lepšega še tudi pogovorili. Hvala lepa, lahko noč.